Želela sem si postati coach in to tudi delati in to so bile moje sanje in vizija že dlje časa, ampak največji strah in pomislek pred vpisom na 5-TIR je bil dejansko ta, da tega ne bom znala spraviti v posel in da dejansko mi manjkajo vsi tisti prijemi, ki so nujni za to, da lahko iz nečesa, kar je neka tvoja strast, dejansko narediš biznis. Definitivno sem tukaj dobila ogromno enih znanj, sploh kar se tiče tega, kako stopiti na trg, kar se tiče same digitalizacije, avtomatizacije posla, ki danes definitivno, sploh pa po temle korona času, je izjemno pomemben in tukaj smo sproti takole korak po korak dobivali informacije, se pravi, da ni bilo vse naenkrat. Zelo veliko mi je pomagalo to, da smo bili med sabo res dobro povezani, da si še zmeraj med sabo pomagamo, da je to ena taka mreža, ki so ne samo poslovne vezi, ampak so v bistvu prijateljske vezi. Med sabo tudi poslovno sodelujemo in ja, jaz vidim en res velik plus v tem. Pohvalila bi vse, pohvalila bi Aleksandra kot mentorja, kot predavatelja, kot človeka, ki razume, zakaj je coach tisti, ki mora prvi biti vzor, ki se mora stalno izobraževati, ki mora stalno delati korake, presegati svoje meje, iti v preboje, ki zna takrat stopiti oziroma brcniti nekoga, po domače povedano, v rit, ko bi najraje nekdo zaspal na drugi strani. Predvsem pa to, da je bil človek z nami in da nas je razumel tudi takrat, ko bi mi pač mogoče res najraje odnehali, a ne, in je stal za nami. Udeležbo bi priporočila vsem, ki si želite enkrat v življenju delati to, kar čutite kot neko svoje poslanstvo, kot nek srčen klic. Seveda je treba sprotne korake delati dan po dan in biti stalno v smislu te pripravljenosti, izobraževanja in osvajanja nekih novih vsebin in znanj, ampak definitivno za nekoga, ki se vidi v tem na dolgi rok, v smislu, da bo to lahko na dolgi rok neka zgodba o uspehu in predvsem, da dela to, kar si srčno želi. Se pravi, za vse tiste, ki imate pogum, ki zbirate pogum in bi radi izstopili iz nekih služb, v katerih preprosto čutite, da ni to, da vaši potenciali, da vaši talenti niso izkoriščeni, da vaše srce, vaše telo, vaša bit bije za čisto neko drugo stvar, ki je mogoče vaš hobi ali pa so neke sanje, ki si jih do zdaj mogoče niste upali izpolniti, pa bi jih recimo zdajle radi.